Nika Pengal je zaljubljena v življenje in naravo. Po študiju prava, ki ga ni dokončala, ker sama pravi, da preveč rada živi, je razmišljala, kaj bi doprinesla družbi in odšla študirati dediščino. Potem pa ji je popolnoma po naključju na pot priletelo nekaj, s čimer se ukvarja še danes. In po končanem študiju sem kar nekaj časa iskala zaposlitev, ker sem mislila, da samo mene na koncu čakajo, pa me niso. To vsi mislimo. Ja, ostala sem brez statusa študenta in potem sem ostala tudi brez zaposlitvene oziroma bi mogla odpreti SP in tako naprej. Sem pa pomagati začela enemu čebelarju na Pivškem krasu in enostavno pol pri tem delu restavriranja, renoviranja starih panjev sem prišla tudi do stika s čebelami. Potem na pomlad je bilo treba začeti z njimi delati in ko sem prvič stopila v čebeljak in odprla panj in začela z njimi delati, je bilo to. Ljubezen na prvi pogled in od takrat naprej sem v bistvu čebelarka in sem kmet. Ampak si v bistvu v enem takem poklicu, ki je čisto roko na srce zelo moški, da? Ja. Mogoče zdaj se že malo spreminja, ampak se mi zdi, da mogoče na začetku, ker ti zdaj si že kar nekaj časa v tem, Ja. da na začetku, ko si začela, si bila kar v bistvu bolj med redkimi ženskami, Ja, med zelo redkimi. Ženske so bile v čebelarstvu običajno vpete v neko to pridobivanje medu, potem ko se med že toči, ko pomagamo pri teh manjših kuharskih delih, samo da se reče manjša čebelarska dela. Ampak ja, tisto delo s čebelami, kot prenašanje panjev na pašo in te stvari, to pa je bolj v domeni moških. Tako da, ja, sem ena redkih žensk oziroma nas je vedno več, postaja to tudi, dajmo reči, bolj ženski poklic. V bistvu ti delaš v enem takem poslu, če lahko temu rečem poslu, ne vem, kad dejansko si odvisna od narave. Kako, a veš, to so zelo taki časi, ko je zelo slabo, če si odvisen od nečesa in ne moreš sam vplivati, kako dobro ti bo šlo, recimo, ker ti imaš neke čebelje pridelke, ki jih tudi prodajaš, pa to, Kako to izgleda, ta borba v bistvu? Ja, tako da res borbamo. Lansko leto je bilo recimo kar v redu, pa lahko rečem, da je bilo neko tako povprečno čebelarsko leto. Jaz sem začela s čebelami 15 let nazaj, približno, in takrat za primerjavo od lanskega leta smo na 14 dni točili med. Toliko ga je bilo. 15 let nazaj, kar ni neka doba. Lansko leto smo mislili, da smo naredili ne vem kakšno bogatijo, pa smo točili 4-krat. Pa je bilo super. No, letos bi mogli imeti pravzaprav že shranjeno cvetlični med, pa akacijev med, zdaj bi mogli že nabirati gozdnega, ampak ni nič. Pravzaprav so čebele v tem trenutku živali, za katere moramo skrbeti na ta način, da jim hrano dodajamo, to je v obliki sladkorne raztopine. Enostavno moraš biti vsak dan pri čebelah, zato da jim dodaš čist liter sladkorne raztopine, zato da one sploh preživijo, drugače bi od lakote umrle. In se je že v tej sezoni zgodilo kar nekaj čebelarjev, da tega niso vzeli tako zelo resno in čebel niso krmili in so že ostali brez čebeljih družin. Tako da klimatske spremembe so za čebele res nekaj katastrofalnega. Vse je za vso naravo, vse je za vsako vrsto kmetijstva, ampak čebele so tiste, ki v resnici nam dajejo hrano. 1/3 hrane je odvisna od opraševanja čebel. Ne samo to, da mi zdaj ne bomo imeli medu, ampak medtem ko one ne nabirajo medičine na medovitih rastlinah, hkrati tudi ne oprašujejo rastline, od katerih smo potem mi odvisni v smislu prehrane. Tako da ni tukaj, da zdaj čebelarji jamramo pa nekaj, ampak ne bo oprašenih rastlin za krmo živali konec koncev, tudi drugih, ki jih mi na koncu verige tudi pojemo. Ampak te na nek način jezi, ker ljudje premalo resno jemljemo in mogoče je tukaj tudi res ta tvoj glas, ki ga lahko širiš, ali pa glas čebelarjev. Čeprav, a se ti zdi, da ljudje zares to vzamemo zares, da ko enkrat ne bo čebel, tudi hrane ne bo, Mislim, da ne jemljemo dosti resno. Kaj bi se moglo zgoditi, da bi drugače gledali v bistvu na te stvari? Prvo kot prvo, ne tako zelo intenzivno kmetijstvo v smislu monokultura. Bolj bi mogel iti človek nazaj k naravi in ohranjati to, kar je še naravnega v naravi, ne nekih kultiviranih rastlin, toliko zelo veliko.
preprosto, da z neko mero občutljivosti jemljemo z narave, ne da je vsega na pretek non-stop, ne, zakaj paradižnik sred zime, če ga nikoli nismo imeli. Ne. Bolj bi bilo to nekako lokalno, pa sezoni primerno. To je eno, drugo pa preprosto vse, kar vpliva na klimatske spremembe, ne, je isti odgovor. Ne. In izpušni plini, in prevelika živinoreja, pa vse živo, kar se dogaja, no, in pač kar botruje k temu, da tonemo v te klimatske razmere, ki ne vem, če sploh je še možnost kaj popraviti, ampak mogoče samo zaustaviti. Ampak ti si recimo ena tistih, ki jaz lahko rečem, tako kot te malo zdaj že spremljam, da si res sledila v bistvu temu, kar si želiš početi, ne? Ampak, kaj si predstavljaš, da mogoče čez 10 let zaradi okoljskih sprememb ne boš več mogla tega početi? Ne, v resnici ne. V resnici ne. Nimam plana, kaj naprej. Nimam plana. Ampak tvoje delo s čebelami je res srčno, ne? Ja. Delaš v bistvu od apiterapij do raznoraznih predelkov, tudi orješ na nek način ledino. Tudi en izdelek si naredila, ne? Ja, Prav medeni poseben. čigumi. Tako. To je. Ja. In recimo s temi vsemi stvarmi se ti preživljaš, ne? Ali je še kaj drugega, kar... Ne, to je to, kar To je jaz to. delam. Ne. Jaz sem majhen čebelar. V preteklosti se je temu rekel hobi čebelara. Ne. Ampak jaz imam raje besedo butičen, zato ker se mi zdi, da Slovenija je ena taka butična država, kjer je res tako zelo raznolika, tako zelo biotsko pestra, da smo pač tudi mi, posamezniki, temu primerni oziroma smo butični. Ne. In zdaj, jaz v svojem čebelarstvu čebelarim z nekaj okoli 50 čebeljimi družinami. Ne. Nisem najmanjši, pa nisem tudi največji čebelar. Ne. Če si predstavljate, tisti največji čebelar recimo v Sloveniji ima 1000 panjev, ne. Jaz jih imam pa 50. Ne. Ampak ko se mu reče hobi, ima pa mogoče 3 čebelje družine, toliko da mu vprašijo jablane in hruške, ne, pred hišo, tako da malo več pa že tudi imam. Ampak nikakor ne mislim širiti, zato ker je vedno težje za čebele poskrbeti. Niso več časi, da bi šel na kvantiteto, ampak bolj kvaliteto. Tako da jaz sama pridobivam vse čebelje pridelke, ne samo med, tudi matični mleček, pa propolis, cvetni prah, vosek, ne, za izdelavo mazil in tako naprej. Vse to počnem sama in v bistvu v enem tednu, ne, težko pridem čez vse, poleg tega, da delam še terapije, ne, za izboljšanje našega počutja in pač zdravstvenega stanja določenih zdravstvenih tegob. Tako da, ja, izdelka, ne, medeni čigumi je bil pa tako, da sem se prijavila 2016 ali 2017 na nek natečaj ali podjetniški inkubator Štartaj Domžale, na katerem sem pač na koncu zmagala. Ne. Jaz sem hotela sicer dati idejo oziroma predstaviti zdravljenje neplodnosti z matičnim mlečkom, ampak komisija me je opozorila, da je to premočna beseda, da lahko jo jaz sploh uporabljam, ne, da čebelji pridelki karkoli zdravijo, ne, da so to pač zdravniško stroko ja, da so to posegaš, ne? prehranska dopolnila, poživila in živila in tako naprej. In sem rekla, ok, prav, pol pa ne bomo več tekmovala. Ne, pa daj pa sigurno imaš kaj drugega še na voljo, kaj imaš še za ene pridelke. In sem rekla, ne vem, lahko pa medeni čigumi, bom narejena. Ne. No in sem pač predstavila ta medeni čigumi, ki je v bistvu zmes medu, voska pa propolisa v prahu. In zelo dobro pomaga za celotno ustno votlino, deluje proti kariesu, deluje proti krvavečim dlesnim, recimo, pomaga pri sinusitisih, laringitisih in take stvari. In je ena taka res, kako bi rekla, zmes vseh čebeljih pridelkov v eni žlički. Perfektno, ne, samo jaz s tem nisem mogla zadostiti trgu, zato ker če si predstavljaš, ko pridelaš 100 kg medu, je tega tam do 10 kg. No, in jasno, to potem ni šlo v smer nekih pralinejev, dražejev in tako naprej. Ne. Ampak bistvo tega čigumija je pa to, da ga lahko
ko ga žvečimo, da ga lahko pojemo. Ne? In to je bila ideja zdravega medenega čegumija za otroke, ki lahko to žvečijo in pojejo dol. Ne? Res v bistvu s strastjo govoriš in o čebelah in o tem, kar zares počneš. A ne? Dejstvo je, da verjetno se ne moreš samo s tem preživljati, sploh se pravim, ker je toliko enih stvari okoljskih pa tako. Tako da si tudi v bistvu knjigo napisala, ne? Ja, tudi sem, ja. Tekom dela sem ugotovila, da ne samo, da ljudje ne vejo, kaj je to apiterapija, kar je normalno, ne, saj vsak tudi ne ve vsega o, ne vem, fitoterapiji, ne, ker pač si nek zunanji opazovalec ali pa uporabnik in marsikaj gre mimo tebe. Ampak jaz sem ugotovila, da marsikater čebelar, pa nas je približno 12,000 čebelarjev v Sloveniji, ne ve, kaj je apiterapija in kaj početi s čebeljimi pridelki. Ne. Sploh pa se mi zdi, da je treba začeti pri otrocih. Ne. In kdo bere otrokom takrat, ko še poslušajo, ne, ko nimajo svoje volje, ki jo uveljavljajo, sem ugotovila, da ni nobene literature, ki bi bila zasnovana medgeneracijsko, tako da lahko berejo odrasli ljudje in se ne počutijo neumno v smislu nekih škratov, vil in tako naprej, kaj bom to bral, ne? Ampak da je pač zgodba iz vsakdanjega življenja, s katero se lahko vsakdo poistoveti. Naj bo to otrok, ki bere knjigo, pa naj bo to odrasla oseba. Ne? Vmes v tej knjigi so pa tudi zastopane, je pa tudi en tak oddelek vsake toliko časa, kjer so dejstva iz življenja čebel, iz narave, dotaknemo se pomena medovitih rastlin, zakaj je treba čebelam najprej nekaj dati, da nam potem one lahko sploh vračajo s svojimi pridelki, pomen čistega okolja, ne, ker ni dobro, da ob avtocesti čebele nabirajo medicino, pa potem mi ta med uporabljamo, ne, za zdravstvene namene. Vse to je nekako v knjigi razloženo, ne, tudi življenje čebel, družine na splošno, ne, biologija čebel, potem pa počasi pridemo do apiterapije, kaj to je, kdo je apiterapevt, kateri so vsi čebeli pridelki, ker med vsi poznamo, pa malo še propolis, ampak potem se pa že konča, ne, oziroma znamo jih mogoče celo vse pridelke njihove našteti, ampak kaj pa z njimi početi, pa ne vemo, ne, in kako jih pravilno shranjevati. Tudi čebelarji vsi ne vejo, kako pravilno shraniti zadevo, da koristi zdravju. Ne. Saj škoduje nobena od teh, ne, če nimaš alergije, ampak kako pa jo narediti res najbolj kvalitetno za uporabnika v končni fazi, ne, da si izboljšamo zdravje. Tako da je pač nastala ta knjiga Skrivnosti gospodične Medične, uporaba čebeljih pridelkov skozi zgodbo iz vsakdanjega življenja. In v njej je pač vse to zajeto. Na koncu je še dodatek za odrasle, kjer so ti pojmi še bolj razdelani in oseba dobi v bistvu celotno sliko, kaj se s čebeljimi pridelki da početi. Ja. Ampak ne samo, da imaš slovensko verzijo, tudi angleška imaš, a ne? Ja, pa zdaj že češka tudi. Pa. Madonca. Ja, knjiga je bila... Hitro je bila tudi prevedena v angleščino, no, še manj kot v pol leta je že tudi angleška verzija išla. In je bila takoj sprejeta strani čebelarjev, obiskovalcev iz tujine. Ne. Čebelari smo res en tak, Slovenci smo res čebelarski narod, ne, in slovimo po naših posebnih panjih, po panjskih končnicah, po čebelnjakih, ne, čebelnjak v svetu pomeni nekaj drugega kot čebelnjak pri nas, ne, ker je cela hiša namenjena čebelam. In vedno več je slovenskega čebelarstva po svetu in hodijo turistične skupine v Slovenijo, ki se učijo, opazujejo te naše čebelnjake, načrte rišejo in tako naprej, da bi oni tudi čebelarili na naš način. Ne? In v tej knjigi je tudi to zajeto, pravzaprav panjske končnice, naravna dediščina, slovenski čebelnjak, vse to je notrno, tudi ker sem pač dediščinar po izobrazbi, nisem mogla mimo tega. Tako da jih je to jasno takoj pritegnilo, ker sem jim povedala za knjigo, ne, če bi bila po angleščini, bi jo pa kupila. Okej, je bilo to pač tako sporočilo, dajmo prevesti in se zdaj prodaja že v Coloradu, pa se prodaja v New Hampshireu, skratka, ameriški trg je kar pograbil to zadevo, no. Zdaj pred kratkim je šla tudi na Amazonu, tako da se jo da tudi naročiti, preko Amazona angleško verzijo dobiti. Tako
Ko veš, se mi zdiš... Povsod pač je ta knjiga zdaj. Sej to, ne ustaviš se pred izzivi, ker marsikdo recimo, ne, se pravim, si v takem poslu, ki je poln izzivov, ne, in drugih nekih dejavnikov, ne, in ti se ne ustaviš, ti pač narediš nekaj, ker želiš to početi in to se mi zdi v bistvu ful dobro sporočilo, mogoče tudi za druge ženske, ki velikokrat vidimo neke ovire in se ustavimo in rečemo, lej, pač to se ne da. Jaz sem bila v bistvu tekom študija, pa pred tem štartaj Domžale, ne, sem bila tiha, sramežljiva punca, mlada ženska, ki je bila rajše v ozadju, pa poslušala kot nekdo, ki govori. Ne. In enostavno sem začutila na eni točki, da sem jaz ta glas čebel, da pač niso slišane. In sem v bistvu dosti lažje spregovorila o tem, kaj je apiterapija, ne? Da je to zdravljenje s čebelami in s čebeljimi pridelki in da to koristi našemu zdravju in da nam vse to dajo čebele. Ampak nekdo mora nam z njih to povedati. In zaradi tega sem jaz ta štartaj Domžale se sploh prijavila, ker sem enostavno hotela samo to, da čisto vsi Domžalčani zvejo za apiterapijo. Jaz si tudi približno nisem mislila, da bom prišla do final pitcha in da bom mogla pred komisijo predstaviti svojo idejo, kaj šele, da bom pol zmagala. Ampak v imenu čebel sem to raje naredila, zase se nikoli ne bi toliko potrudila, kot sem se za čebele. In jasno, potem sem pa tekom dela videla, da se o tem še vedno premalo ve. In takrat po tem štartaj Domžale je bila ustanovljena moja blagovna znamka Gospodična Medična. In takoj, ko smo se skupaj s tem timom mojih mentorjev usedeli in smo si izmislili to ime, je v meni takoj kliknilo, da to mora biti enkrat zgodba, neka otroška zgodba oziroma neka zgodba te Gospodične Medične. Ona je lik, ona je pač čebelarka in apiterapevtka in pač ona rabi svojo zgodbo. In v bistvu sem potem nekako napisala svojo zgodbo s pomočjo Anžeta Galusa Petelina, slikarja, ki je v bistvu v zgodbi dal ta umetniški pridih, da je bolj otroško napisano, ta del, ki je mišljen za otroke. Ja, da je tako malo bolj hudomušno na trenutke, ampak kar je pa dejstvo o čebelah in o samem procesu apiterapevtskega zdravljenja, to sem pa pač jaz napisala noter, tako da sva nekako fino zapeljala, se mi zdi, to zgodbo o apiterapiji konec koncev. Prej preden so se v bistvu kamere prižgale, pogovarjale o alergijah, ki se ti lahko kar enkrat v življenju zgodijo, ne? A je tebe kdaj, se pravi, to je spet en od dejavnikov, ki se ti lahko zgodi, recimo, a te je kdaj strah, da boš mogoče tudi ti kar naenkrat postala alergična na čebelji pik? Misliš, da se ti to lahko zgodi? Ja, mislim, da se mi lahko to zgodi, ja. In kaj pol? Nič. Pač pomagala si bom tako, kot vem in znam, ne. Ok, samo še ena stvar v bistvu, glede na to, se pravim, ko te poslušam, koliko stvari počneš, pa kar migaš, pa skozi nekaj novega delaš, pa tako. Kaj bi rekla, recimo, da morajo ženske tako nasplošno upoštevati, recimo, ko hočejo slediti svojim sanjam, pa velikokrat naletijo na neke prepreke? Samo, da je treba slediti svojim sanjam in da je treba pač spregovoriti in kdaj je dosti lažje govoriti v imenu tega, kar počneš, kot v svojem imenu. Tako da, če vam je takrat pač lažje, da se postaviš v vlogo nekega zagovornika ali svojega posla ali nečesa, kar je odvisno od tebe, pač povej to, ne se ustaviti. To je tisto, kar se mi zdi ključno pri preživetju, in jasno, pač, da slediš sebi, je največ, kar si lahko pokloniš v življenju v resnici. Lahke vesti gre spat sam s sabo in to je tisto, kar ti na koncu v bistvu največ pomeni. Ni denar tisti najpomembnejši člen, faktor pri vsem skupaj, ampak to, da ti lahko mirno zaspiš in rečeš, da si svetu, sebi, svoji družini nekaj doprinesel s tem, da nisi bil tih in da te eno razočaranje ni ustavilo. Vedno so nova vrata, oziroma pač, če se ena vrata zaprejo, se druga odprejo oziroma se odpre okno. V življenju imamo vedno možnost izbire. Izberemo lahko, na kakšen način bomo živeli. In ravno to dokazujejo zgodbe izjemnih in močnih žensk.
Če imaš tudi ti takšno zgodbo, ki lahko inspirira koga drugega ali pa mu samo pokaže pravo pot, potem nam piši, spodaj je vse zapisano. Sicer pa si zapomni eno stvar. Vedno si najmočnejša takrat, ko pokažeš svojo šibkost.